Začenjamo s slovesnostjo. Najavljam prihod praporščakov na prizorišče slovesnosti. Harmonikarji igrajo partizansko koračnico. Začenjamo z današnjo slovesnostjo. Dovolite mi, da najprej v imenu organizatorja današnje slovesnosti, občinske organizacije Zveze borcev za vrednote narodnoosvobodilne vojne Ravne na Koroškem, pozdravim izvajalce današnjega programa, praporščake veteranskih organizacij Koroške, harmonikarski orkester Kulturnega društva Prežih Voranc iz Raven na Koroškem in današnjega slavnostnega govornika Aljaža Vrhovnika. Nadalje pozdravljam vse predstavnike krajevnih organizacij Zveze borcev za vrednote narodnoosvobodilne vojne Mežiške doline in ravenskih četrtnih skupnosti, ki si z nami delijo spomin na dogodek na tem mestu pred 82 leti. Moj pozdrav velja tudi vsem navzočim, posebej udeležencem spominskega pohoda. Naj pozdravim tudi Navršnikovo družino, ki je pohodnikom letos ponovno pripravila presenečenje na dvorišču svoje domačije. Hvala jim. Na spomeniku, pred katerim stojimo, so zapisane besede. 12. oktobra 1942 so ravenski vžgali tukaj borbe kres in les in bil je brat. Takrat se je tu na tem mestu zbrala šesterica ljudi. Tema njihovega pogovora je bil upor proti okupatorju. Na sestanku so se zbrali iniciator sestanka, kmet iz Podkraja Beno Kotnik, Lobas, grofov nadgozdar Anton Mitarnik, glavni grofov računovodja Janko Rožman, delavca iz železarne Viktor Krevh in Medvešek ter lesni trgovec Alojz Winkler. Pisana druščina, ki je predstavljala dovolj širok nabor, da lahko danes govorimo o predstavnikih vseh slojev slovenstva v spodnji Mežiški dolini. Sestanek je bil pozneje označen kot ustanovni sestanek Osvobodilne fronte za Guštanj z okolico, to so Ravne, Kotle in Prevanje. Ko danes gledamo v zgodovini nazaj, lahko opazimo,
da se je med prvo in drugo svetovno vojno zgodil bistven premik v taktiki bojevanja. V času prve vojne so še stale fronte vojskujočih držav ena proti drugi in se neumorno medsebojno uničevale. Civilisti v zaledju neposrednega boja niso čutili, če seveda odmislimo lakoto, bolezni, žalost za padlimi in pomanjkljivo skrb oblasti za civilni del prebivalstva. V drugi svetovni vojni pa so civili nenadoma prišli v center bojnih operacij. Postali so del vojnih žrtev, ponekod celo glavni del. Cilj operacije Barbarossa, to je nemškega napada na Sovjetsko zvezo, je sicer bil res uničenje Sovjetske zveze, a znotraj tega je bil glavni cilj smrt približno 30 milijonov ljudi, ki so po nemških predstavah bili absolutno neprilagodljivi in jih je bilo treba odstraniti in nadalje zasluženje ostalega dela prebivalstva, da bi s suženjskim delom proizvali hrano za nemški rajh. Te načrte je Hitler zelo jasno opredelil v svojem delu Mein Kampf. V nemških tovarnah smrti, v uničevalnih taboriščih je našla smrt 6 milijonov Judov, v milijonih pa se štejejo tudi slovanske žrtve. Uničevanje Slovanov pa se v času vojne šele začenjalo. Glavni del uničenja bi se začelo dogajati po zmagi nacistov. Številke bi se verjetno začele bližati 50 milijonov pobitih Slovanov, med njimi tudi južnih Slovanov, tudi Slovencev. Čeprav se zaradi skupnega nastopa zaveznikov in odpora posameznih osvobodilnih gibanj načrti nazadnjaških sil niso v celoti uresničili, pa nedvomno za drugo svetovno vojno velja, da je število civilnih žrtev vojne prvič preseglo število vojaških žrtev. Za vse vojno vpletene države velja, da je med vojno padlo 32 milijonov vojakov in bilo pobitih 40 milijonov civilistov. Od začetka vojne do dogodka, ki se ga danes spominjamo, so nacisti začeli uresničevati svoje načrte tudi v našem lokalnem okolju. Prvi dokumentirani žrtvi nemške tiranije v dolini sta bila Ivan Turk, vodilni uslužbenec gozdne uprave grofa Turna v Mošeniku in tudi bivši črnjanski župan, in mežiški župnik Janez Hrnbek. 4 dni po napadu na Jugoslavijo, 10. aprila so oba aretirali, pripeljali najprej v Celovec v gestapovske zapore, nato pa v taborišče Dachau, kjer so jo kmalu umorili. Na njihovem spisku za odstranitev so se znašli vsi elementi slovenske družbe, ki so se jim zdeli posebej pomembni za krepitev slovenstva, in vsi politični nasprotniki. Med svoje nasprotnike so Nemči šteli tudi slovenske duhovnike. Od aprila do junija 1941 so zaprli vse duhovnike v Mežiški dolini in jih izgnali iz domovine. Takoj zatem je bila na vrsti partijska organizacija. Poleti, avgusta, so razbili takrat najmočnejšo organizacijo, ki je delovala v tovarni Lepenke na Prevaljah, mrežo pa je imela razpeto tudi širše. Aktiviste so najprej zaprli v Begunje, pozneje pa so jih postrelili kot talce. Med njimi je bil tudi slikar Franjo Golob, po katerem se imenuje sedaj osnovna šola na Prevaljah. Ustreljen je bil 3. septembra v Domžalah. V Guštanju je partijska organizacija v letu 1941 sicer še delovala, čeprav v globoki ilegali in tudi s prvimi žrtvami. Sekretar organizacije, ki je nasledil Prežihova Voranca, je bil Ivan Dittinger. Bil je prvi guštanski aretirani komunist, zaprli so ga 17. junija 1941 in poslali v taborišče Buchenwald, kjer je umrl. Njegov naslednik je bil Jakob Logar, aretiran 27. januarja 1942 in ustreljen kot talec v Begunjah 2 dni kasneje. Zato je bil edini mogoči
odgovor, upor, ob zavedanju upornikov, da bo velikokrat njihovo edino varno zavetje gost. To sta poudarka na tej tabli. Prej sem poudaril spremembo v strukturi žrtev vojne med prvo in drugo vojno in tudi odnos med civilnimi in vojaškimi žrtvami druge vojne. V modernih vojnah se odnos samo še stopnjuje v škodo civilnih žrtev. Štabi vojskujočih strani sicer zelo skrivajo številke o svojih padlih vojakih, verjetno so številke višje, kot jih priznavajo. Zato pa so številke glede pobitih civilistov grozljive. V primeru zadnjih konfliktov v Palestini pa zelo izstopajo številke o pobitih otrocih. Ko je Hamas lani 7. oktobra vdrl v Izrael, so tam ubili okoli 1200 ljudi, 250 pa so jih zajeli kot talce in jih odpeljali v Gazo. V nekaj dneh je izraelska vojska začela vračati udarec, vdrla je v Gazo in začela s sistematičnim uničevanjem celotnega območja, zgradb, stanovanj, šol, bolnišnic. In kar je najbolj pomembno, v tem času so ubili nad 42.000 civilnih žrtev, ranjene, bolj natančno povedano pohabljenih, pa je bilo 97.000 ljudi. Gre za sistematično uničevanje celotnega območja in celotnega naroda in življenja v tem območju. Postopek je sumljivo podoben genocidu in kot takega ga je priznalo tudi mednarodno sodišče. Mednarodna javnost se sicer oglaša s protesti, kaj več kot enačiti žrtev in napadalca pa ne stori. Situacija je sumljivo podobna situaciji pred drugo svetovno vojno, ko je Hitler požiral sosede. Najprej je svojemu Rajhu ponovno priključil Porenje, nato je anektiral Avstrijo, svetovna javnost pa je samo gledala. Čeprav so bili to vse akti eklatantne kršitve Versajske mirovne pogodbe. Priključitev Češke pa sta mu nato na konferenci v Münchnu dovolili tudi Francija in Združeno kraljestvo. Tudi sedaj se Izraelu ne zgodi nič. Sedaj pobija in ruši tudi po Libanonu, Siriji in samo vprašanje časa je, kdaj bo stopnjeval vojno tudi z Iranom. Če ne bo ustavljen, smo pred začetkom tretje svetovne vojne. Po teh besedah pa bi se najbrž pasalo nekaj glasbe. Prosim, venček partizanskih.
Hvala lepa za ta glasbeni vložek. Prihajamo v srednjemu delu današnjega programa slavnostnemu govoru. Prosim govornika Aljaža Vrhovnika, da stopi bliže. Spoštovane in spoštovani. Pomenljive besede doktorja Franca Sušnika, očeta gimnazije in študijske knjižnice, predanega domoljuba in kulturnika, slikovito ubesedijo tukajšnje dogajanje pred 82 leti. 12. oktobra 1942 so ravenski užgali, tukaj borbe kres in les jim bil je brat. Uporni duh Slovencev je vzklil v globini narodove duše. Tako je v spominih zapisal Janez Stanovnik. Kajti gverilski odpor proti številčno in tehnično močnejšemu sovražniku je bil mogoč samo, če uživa podporo domačega prebivalstva. Ne samo v prehrani, ampak nič manj z obveščevanjem, prikrivanjem in moralno zaščito. Osvobodilna fronta je tako množično podporo sistematično organizirala. Partizanska vojska pa je bila dejansko oboroženo ljudstvo. Del tega pomembnega mozaika epopeje partizanstva in upornega duha se je zgodil tudi tukaj na Navrškem vrhu. Tukaj se je snoval aktivizem Osvobodilne fronte. Tukaj je bila zasnovana terenska mreža. Kot je že predsednik povedal, je bil iniciator tega sestanka Beno Kotnik, bližnji kmet iz Podkraja, udeleženci pa so pokrivali različne družbene skupine. Anton Metarnik, nadgozdar grofa Turna, Janko Rožman, njegov glavni računovodja, Krevh in Medvešček sta bila delavca železarne, Winkler pa lesni trgovec. Sestanek je bil namenjen dogovoru o začetku upora proti okupatorju v Mežiški dolini. To je bila namreč izpeljava naloge, ki jo je na svojem domu septembra 1941 sprejel Beno Kotnik, potem ko ga je obiskal aktivist Osvobodilne fronte Dušan Kveter Tomaž, kasnejši poveljnik Narodno-osvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije, ter ga seznanil s smernicami in sklepi sprejetimi 27. aprila 1941 na ustanovnem sestanku Osvobodilne fronte v Vidmarjevi vili v Ljubljani. Kot se je spominjal Stanovnik, se je Osvobodilna fronta rodila iz domoljubja in je krepila domoljubje za ceno lastnega življenja. Zgodovinski imperativ, ki je pred narodom, je večji, zahtevnejši in ima prednost pred katerimkoli drugim skupinskim ali osebnim interesom. Obramba domovine zahteva odpovedovanje, žrtve, solidarnost, strpnost, predvsem pa načelnost. Domoljubje pomeni namreč enotnost. Samo skupaj smo močni, razdvojeni postanemo plen sovražnikove strategije, razdeli in vladaj. Razmere v Mežiški dolini so bile med okupacijo izjemno zahtevne. Nemški okupator je vršil zločinske raznarodovalne ukrepe, s katerimi je želel uničiti prav vse in vsakogar, kar je poudarjalo slovensko identiteto. V takih okoliščinah je bilo delo aktivistov Osvobodilne fronte še posebej pogumno in junaško, saj v času ustanovitve odbora OF na Navrškem vrhu svoboda še ni bila niti predstavljiva, kaj šele dosegljiva. A upanje je dajalo zagon, da je svoboda vendarle dosegljiva. Teren je mukoma, a vendar odločno, pogumno in častno izvrševal temeljno poslanstvo Osvobodilne fronte. Ključna pri tem pa je bila podpora ljudstva odporniškemu gibanju. Obdobje druge svetovne vojne je pomenilo čas velike preizkušnje za Slovence in seveda tudi za Korošce. Zlasti, ker je bilo to območje anektirano neposredno k Tretjemu rajhu. Nepredstavljivo za današnje razmere je dejstvo, kako se je moral Slovenec boriti za svoj obstanek na tem delčku zemlje. A kot narod smo uspeli premagati največje zlo človeštva, nacizem in fašizem. Maj 1945 je prinesel osvoboditev izpod jarmov okupatorja, prišlo je novo upanje za rast in blaginjo. Močno delavsko gibanje je prineslo razcvet teh krajev, svojo dušo so dali predani in srčni ljudje.
Korošci so si z gradnjo gimnazije in vzpostavitvijo študijske knjižnice sami odprli okno v svet znanosti in razvoja. S tem so bili postavljeni mejniki napredka, razvoja in upanja za prihodnost. A vsega tega ne bi bilo brez pogumnih, predanih, odločnih, a tudi trmastih Korošcev. Videti je, da so globalne razmere po svetu danes precej zapletene. Svetovni mir je na udaru, v ospredje prihajajo oborožitveni interesi. Mnogi civilisti, zlasti otroci, so velike žrtve nove blokovske razdelitve in merjenja moči velesil po različnih predelih sveta. Zato je ob takih priložnostih nujno spodbujati humanost in iskanje mirnih rešitev, zlasti pa negovati svobodoljubnost, zavedajoč se dejstva, da je svoboda izjemno krhka pridobitev, ki niti približno ni samoumevna. Namesto v sovraštvo, energijo raje usmerjamo v razvoj, blaginjo, sobivanje in mirno prihodnost. Zgodovina je velika življenjska učiteljica, zato naj spomin na takšne dogodke nikoli ne zamre. Naj nam bodo pomniki zgodovine večni opomin za sedanjost in prihodnost, kajti zgodovina se žal vedno ponavlja. Spoštovani, naj svoje misli na dan praznika mesta Ravne strnem z optimizmom in z apelom k mirnemu sobivanju. Dr. Sušnik je že daljnega leta 1951 zapisal: Prvo je glava, toda glavno je srce. In srce naše železarne in našega mladega jutrišnjega mesta so tisti zvesti, ki so svoje življenje zavezali življenjem tega kraja. V mladem jutru tonejo v daljo spomini in trpke podobe preteklosti ugašajo v novi zari. A eno pa ne ugasne nikoli, če je zatlelo: zvestoba in ljubezen domačemu kraju. Vsem prisotnim izrekam čestitke v prazniku mesta Ravne. Hvala lepa. Aljažu Vrhovniku hvala lepa za njegov nagovor, njegove besede. Sedaj pa napovedujem naslednjo slovesno točko, položitev venca k spomeniku. To nalogo bi zaupali vsi, upam, predsedniku Zveze, torej Združenja borcev Mežiške doline, Stanku Ovniču, predsednici Mežiške organizacije Zveze borcev in predsedniku Koturske organizacije. Prosim. Položitev bo pospremil harmonikarski orkester. S tem smo slovesnost pripeljali že blizu konca. Najavljam odhod praporščakov. Prosim navzoče, da jih pospremimo z aplavzom
in se jim tako zahvalimo za prisotnost na današnji slovesnosti. Počakaj, mirno, pokri, mali, pohodnim korakom naprej. Letošnje praznovanje krajevnega praznika je organizirano nekoliko drugače, kot smo navajeni bili v preteklih letih. Ta slovesnost je vključena v celodnevni program slovesnosti v kraju Ravne in je zaradi tega tudi nekoliko krajša, ker smo vsi navzoči strani župana povabljeni na plato pred trgovino Tuš na Ravnah, kjer se bo nadaljevalo slavje ob 12:30, najprej s kratko slovesnostjo, nato pa z družabnim srečanjem ob poskušanju jesenskih dobrot. Vam vsem se zahvaljujem za navzočnost, v lepem številu ste se odzvali, kljub temu, da nam je še ponoči grozil dež. Želim, da bi bilo tako tudi v naslednjih letih. Hvala lepa in srečno.